Filip Flisar je odličen nekdanji tekmovalec v smučarskem krosu, dobitnik malega kristalnega globusa, svetovni prvak in večkratni zmagovalec posameznih tekem. Za piko na i pa ima tudi 2 vrhunski uvrstitvi z olimpijskih iger. Kljub zaključeni tekmovalni poti je šport še vedno pomemben del Filipovega vsakdana. Zdravo, sem Filip Flisar, smučar prostega sloga, po novem v pokoju, ampak še vedno aktiven. Me veseli, da ste danes z nami. Šli bomo skozi en taki lušen trening, da se boste imeli fajn, da vam malo pokažem, kako se jaz segrevam, kakšne vaje delam. Zelo pomembno je, da se pred vsako športno aktivnostjo segrejemo. To zdaj vam, ko ste mladi, vem, da sicer še ne pomeni toliko, ampak jaz, ko sem že malo starejši, pa me že malo boli hrbet, pa kolena, pa vse, pa je zelo pomembno in če bi jaz lahko šel nazaj v vaše leta, verjemite mi, da bi se več segreval. Tako da, kar začnimo, vedno se začne, oziroma vedno. Jaz začnem od glave do pet, se pravi kročimo z glavo. V eno smer, pa v drugo. Malo raztegnemo vrat, porinemo ramo dol, da čutimo fajn razteg v vratu. Isto naredimo na drugi strani. Malo nazaj. Malo naprej. Tak. Krožimo z rokami. Začnemo naprej. Enih 10 ponovitev, recimo, gremo naprej. Naredimo še enih 10. Recimo nazaj. Jaz se rad izmenično zakrožim, z eno roko naprej, z drugo nazaj. Pazimo, da imamo stegnjene roke, da ne delamo tako, ampak da gremo res lepe, dolge zamahljaje, oziroma kako bi temu rekel, komolce. Se gremo v eno smer, drugo, zapestja, jasno. Če ste bolj aktivni z žogo, dajte malo več poudarka na segrevanje zapestja. Lahko malo tak, pa nazaj. Da če vam slučajno kakšna košarkaška, rokometna ali pa nogometna žoga prileti v roko, da ne bo pol jokanja pa letanja po bolnicah. Evo, dajmo še malo hrbtenico zasukati. Fajn pogledate za roko nazaj, koliko gre, da čutite lepo, da se vam hrbtenica torzijsko zvije. Evo, vedno gledati za roko. Tak, dajmo iti malo na boke. Jaz rad prvo malo zakrožim. V eno smer. Pazimo, da je neka glava približno na miru, da migajo boki, da ne delamo tega, ne. Gremo še v drugo smer. Malo, jasno, malo moramo raztegniti tudi stranske mišice. Pazimo, da z roko probamo, kot da bi hoteli se čim dalje dotakniti tam, ker samo tako bomo čutili en tak lep razteg po celi te stranski liniji. Kaj smo zdaj? To smo naredili. Jaz se rad osebno, ker imam malo probleme z hrbtom, še malo naredim to, da se malo upognem hrbtenico, pa se grejem. Tak, se dam malo naprej, pa pogledam gor. To vajo lahko sicer naredimo tudi tako, da gremo naprej. Pa ta klasična vaja, kako so že govorili v osnovni šoli, pometanje čevljev ali nekaj takega. Skratka, dotakni se čevlja in poglej za roko. Pomembno je, da pogledaš za roko. Spet zaradi tega, da se ti fajn hrbtenica zvije. In to je to. Zgornji del je nekako približno ogret. Nikoli ne smemo pozabiti na noge. Jaz si rad malo raztegnem prvo sprednjo ložo, kvadriceps, jasno tudi drugo.
Fajn je, če malo pritegnemo gor. Pa drugo. Tak. Aha, jaz še tu včeraj čutim, ker sem imel nekaj malo, ne trening, ampak nekaj smo snimali, pa sem nekaj žive delal, pa sem si malo pritegnil. Zakaj? Ker se nisem dovolj segrel. Stopimo na razen. Pazimo, grem na stran, da se vidi lepo ravn hrbet, da niste toliko želve, ne? Ampak da greš lepo z ravnim hrbtom, glava v podaljšku trupa, pa gremo, ne? K eni nogi, sredina, k drugi nogi in probamo, ne? Point je, da probamo z prsi priti do kolena, ne da nismo mi ninja turtlesi, želvaki, ne? Ampak da probaš iti res lepo dol, ne? S prsmi. Zdaj smo kar lepo raztegnili zadnjo ložo. Jaz malo kombiniram tako na pol smučarsko, se pravi, da ko grem izpadni korak na stran, jaz se že avtomatsko dam v, mi temu rečemo, smuk preža, ne? Gledam naprej, stanem, grem v drugo smer, pazimo, da je peta na tleh, da je ne dvigujemo, pazimo, da ne z nogo, nekaj tam drugo, ne vem kaj počnemo. Rad grem tudi včasih malo tako, kot da smučam, brez da se dvigujem. Kaj še imamo? Evo, tudi naprej izpadni korak, spet pomembno, ravn trup, da nismo naprej, ker nič nismo naredili. Mi moramo raztegniti to linijo, se pravi. Ne? Dajmo iti nazaj, probamo dati roke v bok, pa pritisniti, kot da bi hotel pritisniti z boki naprej. Iti nazaj, ne se zdaj spet usločiti preveč. Lepo ravno, glava v podaljšku trupa, gremo dol in stisnemo naprej. Pa v drugo smer, ista zgodba. Pritisnemo boke naprej, da fajn čutimo, kako raztegnemo to linijo. Ok, ne smemo pozabiti tudi na meča, pa na ahilove tetive, sploh če imamo kakšne teke, si je to treba dobro raztegniti, pa bom zdaj šel po en pripomoček. Zdaj tukaj studio malo improviziramo. Skratka, nogo naslonimo ali na zid ali na nekaj in pritiskamo, da čutimo lepo razteg. Pa gremo prvo na stegneno nogo, potem pa nogo pokrčimo, pa probamo iti še, kako bi zdaj si to zahaklo, da bi bilo, se pravi prvo za stegneno nogo, pol pa z pokrčeno, da čutimo še tu spodnji razteg. Skratka, kjerkoli si lahko najdeš nekaj, neko steno, če ne druga, greš na steno, greš na robnik, na pločnik, na kar češ. Kaj smo še pozabili raztegniti? Ritne mišice mogoče, ena fajn vaja je, nogo prekrižaš in se v bistvu, kot da bi delal počep na eni nogi, se malo daš nižji položaj, da fajn čutiš razteg. Če tega ne moreš narediti, spet improvizacija, vzameš stol, prekrižaš nogo, spet ravni hrbet, nismo želve, smo ljudje, ne? In greš naprej, lahko malo koleno pritisneš tak k sebi, da fajn čutiš, da tu raztegneš. To ponoviš na drugi strani. Odlično. Evo, to je to. Stol dam nazaj. Kaj še imamo? Jaz osebno, ko imam malo težave s hrbtom, rad grem na tla, se vležem in pol dam nogo preko. Se čuje to pokanje? Dam malo v eno smer, pa v drugo smer, pazimo, da je noga stegnjena
pazimo, da probamo gledati ali v kontrasmer ali vsaj gor, oziroma da so rame nekako približno na tleh, da nismo tako nagnjeni, ker pol nismo nič naredili. In zdaj, če sem že na tleh, jasno, klasika, noge čim bolj k sebi, ravn trup, primeš metuljček, mislim, da je to metuljček, možno. Skratka, spet nismo želve, porivaj naprej, v bistvu trebuh, in tako boš čutil najboljši razteg tukaj. Jasno, pol na tleh, lahko še malo raztegnemo spet zadnjo linijo v eno smer, spet pritiskaš z prsmi naprej, ne delaš mačje grbe. Tak, tudi kak zaprekaški set, 90 stopinj, 90 stopinj tu, čim bolj gor, greš naprej, se obrneš nazaj. Že to, da držiš, če se zdaj v to smer dam, zaprekaški set, že to ni, za ene ni lahko, zaradi tega, ker nimajo dovolj raztegnjenih teh stvari. Tako da, če ne greš, si lahko malo z roko pomagaš, fajn čutiš, kak ti tu raztegne koliko. Tak, to mislim, da je na kratko vse. Aha, če špilamo nogomet ali pa karkoli, jasno, gležne, malo zasučimo v drugo nogo, v obe smeri. Pred aktivnostjo dobro narediti, mogoče par poskokov iz gležnov, da si to segreješ. Jasno, pol so tu še razne tekalne vaje in vse. Tako da, to je nekako na kratko, neko segrevanje, da boste malo bolj pripravljeni, da ne boste imeli kasneje kakih posledic, kakih poškodb, zaradi tega, ker tako sem rekel, najbolj pomembno je to, da si pred fizično aktivnostjo dobro segreti, ker pol je telo pripravljeno na vse. Evo, zdaj, ko smo se približno segreli, pa je čas, da naredimo par vaj za moč. Malo sem hotel združiti kombinacijo celega telesa, se pravi trebuh, hrbet, noge, nekaj za roke. Gremo po nekem logičnem zaporedju, na koncu bodo tudi malo specifične vaje, ki jih uporabljamo smučarji. Teda predlagam, da začnemo mogoče z skleci. Klasika. Paziš, da imaš ravn trup, da se ne vlekneš, da nisi spet želva, glava v podaljšku trupa in greš samo lepo dol, gor. Ne delaš to, ne delaš to, ampak lepo, cel trup, 1, 2, 3, 4 in jih narediš 10, koliko lahko. Tisti, ki mogoče jim je to pretežko, fajn je, da narediš jih vsaj 10. Če jih ne moreš 10 narediti, jih naredi mogoče par pravih. Ko več ne bo šlo, ko te bo lomilo, samo daš kolena dol in jih narediš še na kolenih, koliko gre. Tako da je to. Z skleci smo zdaj naredili malo za rame, roke, triceps, se pravi, zgornji del smo malo obdelali, malo smo se že lotili tudi trupa, se pravi trebušnih mišic in tu moramo nekaj vedeti. Trebuh, hrbet, mi temu rečemo kor, to je center našega telesa, to povezuje noge in zgornji del. Ne moramo preveč forsirati športniki tega, koliko je to pomembno. Če nisi močen v trebuhu in hrbtu, bodo slejko prej problemi z križom, z hrbtom, problemi z nogami, problemi z vsem. Tako da, to je glavno, da imaš močen trebuh, močen hrbet. Lahko imaš malo bolj švoh noge ali pa roke, ni problema. Dokler si ti tu močen, je vse super. Zdaj pa gremo na trebušne vaje. Jasno, trebušnih vaj je malo morje. Jaz rad delam recimo zapiranje knjige, greš tak, lahko greš recimo
da vključiš malo stranske, noge držiš gor, pa greš na eno stran, pa na drugo, spet. Ta se mi zdi še boljša, zaradi tega, ker hočemo vključiti vse, tudi stranske mišice in to je dobro. Tega lahko naredite enih 10 ponovitev. Mogoče še ena lušna vaja za trebuh, da se kar vležemo, roke v odročenje, noge ravno gor in gremo na stran. In levo, desno. Tega naredimo eni 6-krat levo, 6-krat desno. Fajn je, da imate vmes par minut pauze in pol naredite še en sklop, še enkrat 6-krat levo, 6-krat desno. Tako da zdaj smo sprednji del, trebuh, stranske, trebušne mišice segreli oziroma malo natrenirali. Ne smemo pozabiti na hrbet, zelo pomembna stvar. Jaz rad delam za tiste mogoče, ki ste malo manj pripravljeni, lahko imate obe nogi na tleh, pa greš se gor. Za tiste, ki ste malo močnejši, pa probajte eno nogo dvigniti pod kotom 90 stopinj, stopalo k sebi, da niste balerine in gremo. To pa že malo težje, ne? In lahko rediš, koliko gre pač, 6-krat, 8-krat v eno stran, 6-krat, 8-krat v drugo stran in res paziš, da ko potegneš gor, da se ne zvijaš, da ni nekih, da probaš z boki podriniti gor, ne? Veš, da greš lepo gor do stegenega trupa. S to vajo ne samo, da boste naredili nekaj za hrbet, naredili boste za celo linijo, se pravi utripnih mišic, tudi zadnje lože in to je v bistvu pol ta cela linija, ki jo rabiš, ker recimo, če bi delali neke klasične vaje, ne, to je ok, za hrbet super, ampak ne vključuje pa tudi zadnje lože, tako da je pa vedno fajn, pri treningu je vedno tak, nikoli ne smeš imeti eno vajo preveč, ker vedno moraš kombinirati, če delaš enkrat za hrbet, eno vajo delaš drugič drugo, tega, ker vedno delajo malo drugačni sklopi mišic in to menjevanje, da imaš skozi eno, te isto vajo, ni vredo, skozi moraš imeti enkrat eno, drugič drugo. Zdaj pa, ko imamo, ne, vedno je tak, dobro je prvo delati nekaj za hrbet pa za trebuh, zaradi tega, ker dobimo malo tonusa v mišicah, se pravi, mišice se stisnejo in nam držijo našo hrbtenico, da to ne pleše, da nas nekaj ne zvija. Zdaj imamo to močno. Ok, klasika, vseh klasik, počepi, jasno, pete na tleh, roke naprej, zaradi tega, da imamo neko ravnotežje in gremo dol. Pazimo, da ne dvigujemo pet, da se ne dogaja to. Zaradi tega tudi jaz, recimo sam, idealno bi bilo, da bi imel roke ob sebi, ampak grem zelo težko dol, brez da dvignem pete. Zaradi tega, ker imamo mi smučari malo bolj poudarjene noge, ritne mišice in nas malo bolj nazaj vleče, če tako rečem. Skratka, gremo dol. To pa ni vse, ne? Zaradi tega, ker mi kot smučari delamo to z velikimi težami, tako da tudi verjamem, da vi, tisti, ki ste malo močnejši, lahko vzamete neko tež, glede na to, da smo v Olimpijskem muzeju. Mislim, da je edina primerna stvar za mene, da vzamem ene bakle in si z njimi malo težim. Vi doma vzamete, kaj pač imate na razpolago, če imate neko štango, si jo lahko date nazaj, lahko si pa date tudi neke stvari od spredaj, lahko jih držite, bodi si v rokah, tak. Če imate malo težje breme, si jo lahko date, v bistvu, tako fajn se nasloni tukaj gor na roke, pa na ramena, se pravi in se samo gre. Spet dol, pazimo, da imamo hrbet, da nismo zviti, ne? Da ne delamo tega. Hrbet mora biti vedno ravn pri počepih, najbolj pomembna stvar. In jih naredimo koliko lahko. Fajn je spet, da najdemo tako obremenitev,
da jih recimo maksimalno naredimo 10 in pol imamo par minut pauze, pa naredimo še en segment po 10 in je to to. Tak, zdaj pa, kot zadnja vaja, ena malo bolj specifična, zdaj smo nekaj naredili za moč. Vedno je tak, če delaš nekaj za moč, pa nekaj za eksplozivnost, se pravi za hitrost, je fajn, da zaključiš z tistimi eksplozivnimi vajami, da ne začneš tistih prvo. Pa zdaj ena taka malo bolj specifična smučarska vaja, recimo, je pri smučanju, ti greš v zavoj, vsi vemo, zdaj sam to ne morem pokazati tu, ker bom padel, v bistvu je vedno odriv iz ene noge in ti greš v drugo smer, zato mi delamo poskoke, recimo iz ene noge sem v drugo. Jaz spet podzavestno primem v položaj za smuk in grem. Pazimo, da damo nogo do nogo, da ne gremo zdaj nazaj ali pa ne vem kaj, da ne stopamo dol, skratka, probamo iti na stran, nogo ne dati dol, ampak jo zadržati v zraku in probamo odriniti, koliko gre na stran. Koliko gre. Boste videli, koliko lahko tega naredite, ampak fajn je, da to delamo. V bistvu, pri eksplozivnih vajah je tudi fajn, da jih delamo tako, da še jih lahko delamo eksplozivnost. Tu point je to, da ti hitro odrineš. Ni point tu, da si na koncu že tako zmatran, da komaj odrivaš, ker ti se ti nič ne koristi. Greš, delaš jih toliko, da jih lahko narediš eksplozivno, potem rabiš malo več pauze, že fajn 2 minuti, pa pol do 3 minute, da se telo malo opomore in pol še en segment. Tako da, jaz mislim, da je to zdaj bilo nekaj vaj lušnih, delali smo vse, od rok, trupa, ki je najbolj pomemben, se pravi trebuh, stranske, hrbet, rit, zadnja loža, sprednja loža in pa nekaj hitrosti z samimi skoki. Kaj naj vam rečem? Upam, da vam je koristilo, upam, da ste mogoče kaj novega videli, sicer so zelo osnovne vaje, ampak šport je vedno tak. Klasika je klasika, so pa te male stvari, tako sem rekel, pomembni položaji, da so pravi, pomembno to, da si segret, pomembno to, da si vzameš pauzo, ki je pravilna in če to upoštevate, boste imeli fantastične rezultate. Nismo še čisto konec. Vedno je pomembno po fizični aktivnosti malo raztezanja, predtem pa še malo teka. Če recimo si treniral, si dosti delal za moč, zato je fajn, da se greš enih 5 do 10 minut čisto lahkotno razteč, da se malo spostavi krvno-žilni sistem in kri zakroži, potem pa se malo raztegneš, tako kot smo kazali pri segrevanju, podobno raztegneš malo mišice, da jim daš malo masaže. Zdaj pa imam za vas še en izziv, pa da vidim, koliko ste močni. Tisti, ko to naredi, si lahko zasluži nagrado, tako da bodite pozorni. Primi se za prste, in čisto do dol počep. Pazi, da ne dviguješ pete, poglej, še enkrat, hopa. Če to lahko narediš, zdaj takoj reči mami, ateo, bratu, komukoli, naj vzame telefon, te posname, objavi to na Foxjev Facebook in potegoval se bo za eno lušno nagrado. Naj ti šport dobro služi, upam, da kdaj zašportamo tudi skupaj.